Lepo pozdravljeni, Jure Gubanc, tokrat zopet z vami, podjetnik, ki komentira politiko in ekonomijo v Sloveniji. Zopet seveda ne moremo tokrat mimo tragičnega dogodka, ki se je zgodil v Sloveniji s smrtjo enega od naših rojakov zaradi nebrzdanega in nikoli kaznovanega nasilja se strani romske skupnosti nad našimi državljani. Mesece in leta opozarjan na problematiko, vendar vedno je oblast reagirala tako, da je lastne državljane ožigosala za nestrpneže. Zato sem naslovil današnji video kot zakaj vam levica ni sposobna zagotoviti varnosti. Tako varnosti pred drugimi vdori vojska, kot tudi varnosti znotraj naše države. Levica tega ni sposobna zagotoviti in nobena od praktično tudi sredinskih strank, tudi težko rečemo za stranke, nažalost tudi na desni, ki so sicer idejno razumejo to problematiko, vendar očitno ni dovolj politične volje in dovolj poguma, da bi se zadevo rešilo in kriminalcem stopilo na prste. Namreč rešitev sploh ni tako zahtevna v resnici. Sploh ni tako zahtevna, gre zgolj za to, da bi se moralo upoštevati zakon. Zakon, ki bi moral biti enak za vse. Zakon je že spisan za vse te prekrške, ki jih delajo v romskih naseljih. Ste seveda vi kot Slovenci gladko kaznovani. In zgolj ta zakon je treba zdaj upoštevati tudi pri Romih. Zakaj se ga ne upošteva? Zelo preprosto, ker sila zmaguje, brutalna sila zmaguje. Torej tam, kjer je brutalna sila večja, torej se strani Romov, ki so pripravljeni vzeti avtomatsko orožje v roke, se streljati, pretepati nazaj na policiji in tako naprej, z našimi državljani, z našo policijo, s sodniki in tako naprej. Posledično oblast nima poguma, da bi trdno stopila na njihove prste, kajti vsakič, ko bi stopili trdo njim na prste, bi tvegali kakšen politični škandal in morda kakšno zaušnico z Bruslja. Ja, torej vse, kar je potrebno tukaj, je nič drugega kot pogumna roka. Pogum politikov, tistih na oblasti, ki bi zgolj zakon, ki je že napisan, ki velja za vas, ta zakon tudi vsilili tisti, ki ga ne spoštujejo. In tukaj ne gre za nobeno nestrpnost do katerekoli skupine v Sloveniji in tudi tako je potrebno narediti argument, namreč ne gre za nestrpnost in tudi Slovenci niso nestrpni do nikogar. Tukaj se izpostavlja Rome zgolj zato, ker se to stalno dogaja samo iz njihove skupnosti. Bomo pa podobne probleme imeli tudi z imigranti iz dežel s podobnim kulturnim ozadjem, kot so naši določene skupine naših Romov. Moramo vedeti, da tudi Romi sami znotraj sebe, svojih skupin, nadlegujejo drug drugega, živijo zelo slabo življenje kot posledica njihovih lastnih vedenjskih značilnosti in obnašanja. Zdaj, kako to zadevo potem rešiti? Prvi korak je seveda upoštevajmo zakon. Torej vsakdo, ki nosi ali pa poseduje avtomatsko orožje, je v prekršku. Torej treba bo narediti racije po teh naseljih in skrbno pogledati vse te ljudi, jih večkrat preveriti in pa seveda zapreti z hujšimi kaznimi, preprosto močnejšimi kaznimi vse tiste, ki ne delujejo po zakonu. Prav tako namesto plačilnih nalogov tem ljudem izda dejanske kazni, zaporne kazni. Potem drugi del, kako zadevo rešiti bolj dolgoročno. Zadeve te moramo rešiti tudi dolgoročno, torej poskrbeti, da te ljudje ne izvajajo več svojih vedenjskih vzorcev v tej smeri naprej. Zelo preprosto. Oblast to zahteva od vas, dajmo to zahtevati tudi za vse ljudi, ki živijo v Sloveniji, ne glede na nacionalnost. Trenutno je očitno oblast diskriminatorna do vas, do nas, do Slovencev. Torej, kaj moramo narediti? Ja, dajmo torej poskrbeti, da se sprejme zakonodaja, kjer bomo tista romska naselja, kjer ne živijo po zakonu, kjer nimajo legaliziranih gradenj, kjer ne plačujejo vodovoda, elektrike, kjer se dogaja nasilje,
taka romska naselja moramo ukiniti. Kar preprosto pomeni, da tem ljudem damo izključno in samo izbiro, da lahko hodijo v službe, si najdejo službe in si jo morajo najti, sicer bi jim grozil izgon iz države in tako bi bilo potrebno narediti. Torej, ljudem bi dali izbiro, poiščite si službe, ukiniti dodatke in pa, vkolikor si službe ne poiščejo oziroma ne želijo sprejeti nekega civiliziranega življenja, potem seveda izgon iz države in naj grejo v kulturno okolje oziroma v okolje, ki dopušča to njihovo obnašanje. Mislim, da ne obstaja nikjer takšno okolje, ampak tukaj seveda ne moremo imeti takih ljudi. In zopet, to nima veze za narodnostjo, tako bi moralo veljati za vse ljudi tukaj v Sloveniji. Torej, najprej zgolj upoštevajte zakon, država in politika in mi ljudje moramo nadaljevati s pritiskom na vlado, da upošteva zakon za vse enako in pa drugo, dolgoročno reševanje romske problematike. Preprosto te ljudi je treba prisiliti, da začnejo delati, prisiliti v to, da začnejo biti produktiven člen družbe. Tako da, kakšno je vaše mnenje glede tega? Vsekakor se lahko v komentarjih izrazite in pa kadarkoli vam bodo rekli s strani levice, da ste nestrpni ali pa rasisti in podobno, in preprosto odgovorite, da niso vse kulture in obnašanje ljudi na tem svetu enaki. Določeno obnašanje je pač takšno, ki je uničujoče in takšno obnašanje moramo kot družba sankcionirati in nasilje ustaviti. Za ustavitev nasilja pa moramo imeti tudi pri nas usposobljene ljudi, ki so nasilje usposobljeni ustaviti in ga končati. Torej, pogum je prvi korak. In mislim, da tega vlada, ki je trenutno vlada in leve stranke niso sposobni narediti. Kajti moramo vedeti, da je razlog, zakaj imamo takšen razmah barbarstva, tudi v tem, da levica preprosto ideološko ne želi sankcionirati takih ekscesov, si želijo, da bi prosperirale kulture, ki so nasprotne slovenstvu. Žal je temu tako in zato je levica nezmožna, katerakoli leva stranka nezmožna braniti slovenski narod. Že tako majhen, maloštevilen slovenski narod naprej. Žal so to ljudje, ki jih bolj skrbi za ogroženo vrsto ščurkov, kot pa za ogroženo vrsto Slovencev, teh manj kot 2 milijonov, kolikor nas je še tukaj. Moj nasvet, seveda pritiskajmo naprej na vlado z pobudami in z protesti, dokler ne bodo dejansko teh ljudi v teh naseljih pregledali, pozaprli in jih sankcionirali. In seveda na volitvah čez pol leta je potrebno tej vladi reči konec. Po vsej verjetnosti tudi ne bi bilo slabo, če bi odstopila že kar takoj. Zato pa moramo vršiti pritisk, vendar mirno, brez nestrpnosti, brez sovraštva, zgolj izbrati katerokoli drugo opcijo, ki bo vključevala ljudi in politike, ki so vsaj že kdaj delovali na obrambnem področju, vojaškem področju, policiji in podobno in so tudi pripravljeni stopati tem ljudem na rep. To je to za moj komentar, tako da čakam na vaše ideje in komentarje.